Pozdravljeni, moje ime je Natalija in sem magistrica psihosocialnega svetovanja. In danes bom čas na mojem YouTube kanalu namenila še vedno tabu temi menopavzi. Zakaj bom danes govorila o menopavzi in zakaj menopavza? Zato, ker je to, lahko rečem, eno najbolj turbulentnih obdobij hormonskih sprememb. In zato, ker nam pogosto ljudje rečejo, da se nam meša. In nenazadnje še sami sebi govorimo in verjamemo, da se nam je res popolnoma zmešalo. In zato, ker sem sama v tem turbulentnem obdobju in vam lahko na podlagi svojih izkušenj in strokovnosti pomagam. In nenazadnje zato, ker nas vse to lahko pripelje do duševne motnje, do katere ne bi prišlo, ob pravem razumevanju nas samih in pravilnem ukrepanju. Morda je termin tabu pregrob, pa vendar se tako malo govori o tem obdobju, katero doleti čisto vsako žensko in to bolj nepričakovano in nepripravljeno kot obdobje, ko smo postale ženske. In to s prvo menstruacijo. Kaj pravzaprav je klimakterij in kaj je menopavza? Klimakterij ali premenopavza je obdobje, ki traja nekaj let, lahko tudi 10 let ali več, pred popolno izgubo menstruacije. V obdobje klimakterija stopi ženska lahko že po 40. letu, s tem pa tudi vstopi v novo poglavje v življenju. Znaki, ki se pojavljajo in ki jih ženska doživi, oziroma večina žensk nas to doživi, so vročinski val, nočno potenje, nemir, razbijanje srca, razdražljivost, povišan krvni pritisk, pridobivanje telesne teže, nespečnost in pa depresivna razpoloženja. Pozneje pa se pojavijo tudi drugi simptomi, kot so suha koža, izpadanje las, bolečine v kosteh, sklepih, suha nožnica, zmanjšanje zanimanja za spolnost, popuščanje mehurja in osteoporoza. Poleg vseh teh simptomov, ki sem pa jih že naštela, pa ima mnogo žensk še nereden menstrualni ciklus z zelo močnimi menstruacijami ali pa menstruacij, ki jih sploh ni. Poudariti je potrebno, da klimakterij ni bolezen, ampak je stanje. To pomeni, da se v ženskem telesu dogaja nek popoln tornado hormonov, ki je zelo obremenjujoč tako za telo kot za psiho. In prav zaradi vseh teh omenjenih simptomov, ki sem jih malo prej razložila, in nerazumevanja okolice, predvsem strani bližjih, partnerja, ki pravzaprav ne razume, kaj se z nami dogaja, in s tem, ko nam govorijo, da smo popolnoma zmešane babe in se deremo za vsako malenkost, in ko gledamo risanko neustavljivo jokamo, pa sploh noben ne razume zakaj, ko ponoči ne moremo spati, ali pa podnevi smo preobčutljive, zaradi tega, ker ponoči nismo spale in smo preutrujene in postanemo zadržne, se lahko zgodi, da zapademo v anksioznost in depresivna stanja. Nemara je najboljša prispodoba, kaj se dogaja v nas samih, ta, da sploh mi nismo mi, ampak da smo marionete v rokah drugega in se zavedamo, kaj se z nami dogaja. Zavedamo se vseh naših nemogočih dejanj, pa vendar nič ne moremo same narediti. Lajšanje znakov klimakterija so: najprej je najbolj pomembno, da se dovolj in kakovostno naspimo. Potem je pomembno, da 15 minut 3-krat na teden se pokažemo soncu in tako telesu zagotovimo dovolj vitamina D, ki skrbi za ohranjanje kostne mase. Potem je izrednega pomena uravnotežena prehrana. Seveda se odsvetuje kajenje in pitje alkohola. Letom primerno poskrbimo tudi za dovolj fizične aktivnosti, kot so sprehodi, plavanje, kolesarjenje. Pomagamo si tudi lahko z različnimi prehranskimi dopolnili, predvsem ajurvedskimi dodatki, ki umilijo ta naš tornado v našem telesu in pa umilijo seveda vse te nihanja našega razpoloženja. Menopavza pa nastopi, ko jajčnika dokončno prenehata delovati in tako ženska pride iz rodnega v nerodno obdobje. Menopavza je naravna zadnja menstrualna krvavitev in v njej govorimo za nazaj, ko menstruacija zaostane več kot 1 leto. In zavedati se je potrebno, da to ni trenuten proces, marveč je to stanje. Zato povejte svojim bližnjim, kaj se dogaja z vami in jih prosite, da z vami zdržijo to turbulentno obdobje do nastopa menopavze, tudi če bo trajalo nekaj let.
In seveda poiščite pomoč v pogovoru s terapevtom. Če pa se vam zgodi, da so vsakodnevne dejavnosti resnično prenaporne in da ne zmorete več, potem poiščite pomoč pri osebnem zdravniku ali ginekologu in se pogovorite in po potrebi seveda se tudi odločite za medikamentozno zdravljenje. Toliko, da bo vaš vsakdanjik lažji, ter ga kombinirajte s terapevtskim pristopom. Vidimo se v prihodnjem videu na mojem kanalu. Spremljajte me!